Turizem je najbolj rastoča gospodarska panoga na svetu in temu trendu sledi tudi Slovenija. Vse bolj pa se tega zavedajo tudi lokalne skupnosti. Moje mnenje je še zmeraj, da bi morali regijo, ali je to posamezno Dolenjska, Bela krajina, Posavje, promovirati z neko vsebino, znotraj katere bi potem lahko vsaka posamezna občina vključila svoje turistične produkte. Pomembni so produkti, pomembne so zgodbe in ko obiskovalci to začutijo, povejo tudi ostalimi in seveda se ti in še ostali vračajo nazaj. Jaz mislim, da najprej bi morali vsi skupaj najprej poiskati res eno tisto rdečo nit in pa eno destinacijo, ki jo bomo oglaševali. Sigurno je pa potrebno k oglaševanjem tudi zasebnike, kajti jaz mislim, da uspešno oglaševanje bo le v partnerstvu z ponudniki. Občine vidim tukaj kot neke vrste katalizator. Če pogledam Krško občino, lahko rečem, da imamo tudi sami nekaj turističnih objektov, ki smo jih tako ali drugače zgradili in jih poskušamo na nek način tržiti, vendar pa, tako kot je bilo že rečeno, to ni primarna dejavnost občin. Verjetno bomo mogli sami kar precej postoriti, da bomo tiste 3 ali pa 4 produkte, ki imamo, dodelali do tiste faze, da jih lahko ponudimo naprej na naslednjo stopnjo, kjer bi jih tako lahko preko vaše televizije ali tudi preko, ne vem, mogoče razvojnega centra, mogoče še kaj širše, podali tudi naprej. Ni dovolj, da si prijazen, da imaš kvalitetno ponudbo, da se pri nas najbolje je, da je pri nas edino v svetu, kar ponujemo nekaj, kar druge ni, ampak pravzaprav je treba to spromovirati. In jaz sem hvaležen vašemu kanalu, da je eno izmed orodij, ki se ga mi kar poslužujemo. Vi ste namreč edina televizija, ki tudi naše dobre zgodbe prikaže. Vsi ostali, tako nacionalka kot komercialne televizije, pridejo k nam ob naravnih nesrečah, ob aferah, ob težavah z begunci, drugače pa pozabijo, da sploh obstajamo in tukaj vam gre velika zahvala. Več, kaj so na temu turizma in njegovih izzivov povedali ti in ostali župani iz jugovzhodne Slovenije, pa v posebni oddaji, ki bo na vašem kanalu jutri ob 17:30.